Dame in gospodje, reporter Miran, sem ponovno na sedi resnice. Verjetno ste pred dnevi že zasledili novico in pisanje o tem, da naj bi bila Slovenija pravi raj za mafice, ne le iz Italije, ampak praktično iz cele Evrope, kajti zaradi mile zakonodaje na tem področju, tudi kar se mednarodnega policijskega povezovanja tiče, naj bi imeli pravzaprav neomejeno gibanje v naši državi in da naj bi to s pridom izkoriščali, bili tukaj tudi po več mesecev skupaj in tako naprej in celo v državo stopali brez ponarejenih dokumentov, kar je za mafice zelo, zelo nenavadno. No, ta trenutek sem pri eni od družin tukaj v Mariboru, ki je bila med prvimi, ki je prijavila morebiten primer mafica in to v naše mesto. In sicer, kak ste rekli, da vam je ime? No, brez imen, kaj si smešam ti. Pa ne, tak na glas govori, pa stran se obrnijo te hiše, ne. No, pa se pa kaj? Familijo, če jaz ne bi rad zdaj tu se boril na življenje ali smrt tudi, ne. Čeprav sem tudi pripravljen na to, ne, ker z nožem spim. No, povejte, vaš sosed naj bil problematičen. Ja, ni problematičen, on je mafiozo, ne. Se vidite hišo. Eno, pač, enodružinska. Ja, kovana ograja, pa dobrih 200 kvadratov, pa 200 še v kleti, dveh nadstropjih, ne. Kleti ima 2 nadstropja. Kleti, dveh nadstropjih ima, ja. Ne, Franci, se nisi bil Tiho doli. vodi ti, ko je bil izkop, sem gledal sem, če sem prvo mislil, da olje išče, tako globoko so šli nami govori, ti se točno vem, da je doli tišina, pa pakirajo razne stvari, ne. To kaj jim pripeljajo, ne. Pripeljajo? Ko pa jim vozi, ne, ta tovornjak rumeni pa poseben signal daja. Čakajte, samo malo, to pa je to podjetje, ki je zmrženo hrano. To ni nič podjetje, ker se pa njem stavi podjetje, verjamem se podjetje ne stavlja. Ker nikoli niste nič kupili. Kdo je to rekel? Jaz kupujem zmrženo hrano, ki mi jaz hodil, naš ti meni zdaj vsiljeval, ki mi jaz kupoval. Jaz nočem, da slučajno paket zamenjajo, pa mi to da, pa pol peni pridejo po noči. Pa kaj te govoriš, Franci, se sem jaz zadnjič čut kupla. Kaj si kupila? Lučke za male. Kaj imaš kupovati za od njih, ti pravim? Da je to vse povezano, da me ga boš navadila. No, dajte, no. Ne, to moraš paziti moram. Poštar tudi, ko pride. Vsaki dan ima neki paket. In mi smo v vrsti. Prvo tu zadnji pri Kirbiših da, pa je mogel pri nas dati, pa gre raje prvo k njemu, pa obrne, ne, to tudi ni slučajno. Je pa mogoče iz praktičnih razlogov, ker se tam da obrniti, ker je zadnja hiša. Ni praktičnih razlogov, ne. Pa nemška avto vozi. To zdaj ni ravno tesno povezano z mafijo. Tesno, ker noče italijanskega, da ne bi, ne, mislim, ne. Ono veš, ne. Ja, kak pa se piše, gospod, v bistvu, da že to, da bi bila neka osnova? Ni pomembno, kak se je prej pisal. Kak se je prej pisal? Rosi so se prej pisali. Rosi. Franci, če pa se Rozina pišejo, pa že njegov ata je bil Rozina. Ne boš ti tiho, poznam prednike. Rosi, ne mi seri, čuješ, točno vem. Kratke brke, take šuhe pa streljali so v luft za praznike. Ne pa te jaz vem, malo starejši od tebe. Kaj ti govoriš, čuješ? Treba to vse skupaj prijaviti. Spleti pakirajo. Pa vun pol gre po noči to. In kaj še vas je navedlo do tega, da ste prijavili jih? Vrta recimo nimajo, ne. Tudi to ni noben znak. Za piknike pa zelenjavo pečejo, se voham. Tako da to tudi ni zdaj. Kaj zelenjavo peče, se pa jo kupijo, mislim. Kupijo? To je zato, ker ste tak naivni, pol je tudi naša država naivna. Jaz zdaj razmišljam, da bi prodal, ker zdrav mafija živel ne bom. Dobro, hvala lepa, dajte se... Dobro, se vseeno, hvala lepa za vaš čas. Upam, da ne boste imeli nobenih problemov, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.